Med letoma 1940 in 1945 so nacisti od francoskih judov ukradli več kot 100 000 slik in kipov. 60 000 jih je bilo najdenih, od tega so jih 45 000 vrnili prvotnim lastnikom ali njihovim potomcem, 15 000 pa jih je ostalo pod nadzorom francoskih oblasti. In zdaj ima pariški Musée d'Orsay prvič galerijo, posvečeno tem osirotelim umetninam. Francija je morala plačati stroške okupacije. Francija je morala plačevati okupacijske pristojbine nacističnim nemškim okupatorjem. In da bi vse to nadomestili, je bila po vojni vsaka transakcija razglašena za nično. To tudi pojasnjuje, zakaj mora povprečni kupec, ki je preprosto opravil nakup na umetniškem trgu zunaj antisemitske razlastitve, prav tako vrniti svoja dela Franciji. Mora prav tako svoja dela vrniti v Francijo. Svoja dela v Franciji. Večina od 15 000 jih ni bilo mogoče identificirati. Od tistih, ki so bili identificirani, jih je 2300 v rokah organizacije National Museums Recovery, francoske organizacije, ki se ukvarja z ukradenimi artefakti med vojno. Musée d'Orsay ima več kot 200 teh kosov, od katerih jih je 13 razstavljenih. Vsako umetniško delo pripoveduje zgodbo o tem, kako je prišlo v roke nacistom. In tako, dokler imamo. Ta slika ima zelo ganljivo zgodovino, saj vemo, da je slika pripadala nekemu Fernandu Očeju, ki je bil judovski zbiratelj. Njegova zgodba pa je tako dramatična, ker je bil med vojno deportiran in umorjen v taboriščih za iztrebljanje. Torej, tukaj posebej imamo zahtevo za restitucijo strani dedičev gospoda Očeja. Raziskava še poteka. Imamo elemente zgodovine. Imamo zgodovinske elemente za vsa ta dela. Ampak nimamo celotne zgodovine, sicer bi bilo že rešeno. Naprimer, vemo, da je portret Madame Dode, ki ga je naslikal Renoir, pripadal Madame Dode vse do njene smrti leta 1940. Če se ne motim, na to verjetno njenemu sinu. Vendar nismo prepričani. In potem vidimo, da je bila prodana. Kupil jo je nemški trgovec in odpeljal v Nemčijo. Torej, obstaja trenutek, ko zamenja lastništvo. In v tistem trenutku njene zgodovine pravzaprav ne poznamo. Da bi ugotovili, ali je prišlo do protipravnega odvzema. Ropanje umetnin je bilo v nacistični dobi pogosto. Adolf Hitler je bil strasten ljubitelj umetnosti in imel je velike načrte za svoja ukradena dela. Seveda imamo samega Hitlerja. Seveda imamo samega Hitlerja, ki je imel projekt zgraditi največji muzej na svetu, v Linzu, mestu, kjer je odraščal v Avstriji. A ne samo to, tu je tudi Hermann Göring, ki je med okupacijo 21krat obiskal Pariz, da bi si prilastil umetnine, ukradene judovskim zbirateljem. Torej, obstaja ogromna želja, tako po judovskem premoženju, če hočete, kot tudi po pridobitvah za širitev zbirk različnih nemških ali avstrijskih muzejev. Zbirk različnih nemških ali avstrijskih muzejev. Po vojni je potekala velika operacija, kot je prikazano v filmu Georgea Clooneyja. Varuhi spomenikov. Je pomenila, da je bilo mogoče najti na tisoče umetniških del. Veliko jih je ostalo brez zahtevkov, kar je še poslabšala tabu tema francoske vpletenosti v drugo svetovno vojno. Vendar pa je s časom in s priznanjem Jacquesa Chiraca leta 1997, da bi morala Francija prevzeti odgovornost za svojo zgodovino, bilo vloženega več truda v iskanje pravih lastnikov slik. Prejšnji mesec je muzej ustanovil svojo prvo raziskovalno enoto, namenjeno iskanju zakonitih dedičev teh umetnin, primer za primerom. Skozi vse svoje življenje je slikal zgodbe drugih ljudi. Različne kulture, etnične skupine, razrede, nikoli pa svoje lastne. Toda potem, v svojih zgodnjih 30-ih, je avstralski umetnik Avraham Vosi prišel v Izrael in vse se je spremenilo. Klasično izobražen olmi slikar, ki zdaj živi v Tel Avivu. Avrahamova dela se osredotočajo na judovsko identiteto, spomin in sodobno izraelsko življenje. In pridružil se nam je tukaj v studiu, da nam pove o svoji poti. Avraham, najlepša hvala, da ste se nam pridružili, dobrodošli. Veseli smo, da ste tukaj. Povejte nam malo o svoji zgodbi. Kako ste odraščali v Avstraliji in nenadoma prišli sem? Seveda, torej, odraščal sem v Melbourneu, ki je mesto z močno judovsko diasporo, vendar sem sam odraščal zunaj judovske skupnosti. Tako sem nekako odraščal z zavedanjem, da sem jud, vendar nisem bil posebej povezan morda s tem, kaj pomeni biti jud. In zagotovo nisem bil povezan z Izraelom. Vedel sem, da obstaja, vendar nisem vedel ničesar o njem. In bil sem, kot si rekel, slikal sem. Bil sem vključen v slikanje zgodb drugih ljudi in resnično sem poskušal razumeti, kdo so in kako njihova kultura oblikuje njihov pogled na svet. In v resnici je bilo zanimivo. Veliko sem delal z avstralskimi aboriđini, Samoanci, Maori in drugimi avtohtonimi ljudmi.
In resnično sem jih poskušal razumeti ter se učiti od njih. Kaj pomeni biti iz kulture, ki izhaja iz določenega kraja, me je začelo resnično zanimati. Naprimer, ta kraj, Izrael. In kako se naša zgodovina tukaj povezuje s tem, kdo smo kot narod. In tako je bilo ironično, da se še nisem mogel povezati z judovstvom prek drugih judov. Bil sem nekoliko preveč odmaknjen, vendar me je navdušilo, ko sem resnično razumel ta drug način razmišljanja o naši povezanosti. In prvič sem prišel sem v Izrael, ko sem bil star 32 let. In takoj sem se odločil za Alijo, ker je tukaj tako vznemirljivo in polno energije. In potem sem se dejansko priselil v Izrael tik pred 7. oktobrom. V redu, rada bi se z vami malo pogovorila o pojmu pripadnosti in identitete, ker je to lahko precej zapleten pojem, še posebej za nekoga, ki prihaja iz mešanega kulturnega okolja. Kako to vpliva na tvojo umetnost? Kako to prikazuješ in prikazuješ te zapletenosti v svoji umetnosti? Ja, mislim, da je to res dobro vprašanje. Mislim, da je ena od stvari, ki se mi všeč pri tem, da sem umetnik, da je to kot nekakšno orodje za raziskovanje ideje o tem, kaj se dogaja v tvoji glavi in tvojem srcu. Tako da ja, bilo je zanimivo. V Avstraliji sem imel občutek, da ne pripadam, ker sem se počutil kot tujec, bil sem Jud, moji starši so iz Amerike, zato se res nisem počutil kot Avstralec. In potem pridem sem in nenadoma vsi pravijo, da sem Avstralec. To je prvič, da sem se kdaj počutil kot Avstralec. In tako. Mislim, da je dobro, naj samo vzamem eno sliko. Ja. Prinesla si jih nekaj, zagotovo, absolutno. Tole, upam, počakaj, lahko jo vidiš. V redu. Ja, evo ta. Je čudovito. Hvala. To je ena, ki sem jo naredil lani. Gre za sinagogo v Budimpešti. In mislim, da sem te hotela vprašati, bila sem tam, je prepoznavno, res je. Ja. Hvala. In ena stvar, ki mi je pri tej všeč, razmišljam o vseh naših zgodbah, ne? Kar pomeni, da smo ljudje, ki prihajamo iz določenega kraja, imamo tudi zelo dolgo zgodovino diaspore in vsak del naše zgodovine nekako živi v nas in tudi v krajih, kjer živimo. In kot da postanejo sinagoge, neke vrste kapsula teh drobcev našega prizadevanja, da pripadamo različnim krajem, hkrati pa ostajamo povezani tukaj. In tako, ko razmišljamo o teh različnih delih naše zgodovine in vse to pripeljemo nazaj domov v Izrael, je to zagotovo način, kako povezati vse naše različne niti skupaj. In mislim, da prav tukaj v Izraelu občutiš težo vseh različnih delov judovske zgodovine hkrati. Veš? Ker ima vsak pravico, točno tako, vsi so nekako drug na drugem. Prav, pokaž mi še malo več, ker že zdaj lahko vidim in pokazala boš tistega zgoraj, ki ga imaš tukaj. Zdi se, da je v tem malo evropskega stila. Tisti, seveda, in naslednjega, če ga lahko pokažeš. Seveda. Torej, ta ena od stvari je bila, da je to pravzaprav poroka. In očitno je to dek, in vedno pozabim hebrejsko besedo za to, ampak z tančico. In ta je dejansko v Jerušalemu, torej v Jeruzalemu. In ko sem prišel sem po 7., ko se je zgodil 7., sem res poskušal naslikati svojo izkušnjo in to skozi kar smo vsi poskušali iti. In slikal sem različne prizore. Pravzaprav sem bil povabljen na poroko prijatelja. In poroka naj bi bila odpovedana zaradi vojne, potem pa so se odločili, da jo vseeno izpeljejo. In ti boril se je že od 7., bil je nekje sredina novembra, mislim, da je bilo 6 ali 7 tednov po 7. In odločili so se, da bodo to vseeno naredili. In jaz sem prišel in sem to preprosto naslikal. To je bila najbolj neverjetna poročna izkušnja. Polovica ljudi je prišla naravnost z baze, prav? Čeprav je bilo to prvič po 10., da so imeli kakšen premor, prišli so naravnost sem, na najbolj vesel del judovskega življenja. To je ta hupa, ne? In jaz sem pravkar dobil, tako da, razmišljam o vseh različnih delih judovske izkušnje, slikam precej lepo sliko. Med judovsko izkušnjo je žal tudi veliko žalostnih stvari, kot je judovska zgodovina, ne? In še več. Je zapleteno. In tako ja, potem sem začel slikati hupe, tako da je to zdaj ena od stvari, ki jih počnem. In kar mi je pri tem všeč, je to, da je to tako vesel izraz judovskega življenja in judovske tradicije. Ja. Torej, ali poskušaš v svoji umetnosti poudariti veselje in zgodovino,
ter vse to prenesti skozi svoje delo. In ja, mislim, zelo sem vesela, da sem tukaj. Točno tako. Je tako. Je tako, je kot ta, ja, glej, jaz poskušam in poskušam izraziti dosta ta par. Ampak mislim, da je tisto, kar je lepo pri Judih, kot pri nas, kot narodu, to, da imamo to povezavo, to tradicijo, ki nas vse povezuje. Kaj ne? In tako, ja, ni samo njuna specifična zgodba in ta specifična družina, ampak nekako predstavlja kot vse naše zgodbe. In zagotovo, mislim, ni nič bolj vznemirljivega kot hupa. To je čudovito, to je zelo koristno, Abraham. Najlepša hvala, da si prišel. Hvala tudi tebi, Ema.